Ekipa pod prečko nikoli ne počiva, obiskali smo Ljudski vrt, ob meni pa je trenutno najbolj vroč nogometaš na slovenski sceni, Žan Vipotnik. Žan, lep pozdrav. Ja, najprej lep pozdrav vsem. Da se malo sprostimo, Žan, veliko se je zgodilo, veliko je bilo vprašanj o debitantskem nastopu, o golu. Ne bova šla v to smer, ampak zanima me, katero pesem ste morali zapeti na zboru. Vemo, da imajo krst novinci. Pa ja, to je nek običaj v ekipi. Odpel sem pesem od Severine v enem momentu, tako da to je bilo za začetek. Bilo je okej, ja, malo je bilo na koncu, ampak mislim, da sem se dobro odrezal. Zdaj morda nekaj o sami reprezentanci, o zboru. Kaj igralec pričakuje, preden je prvič vpoklican, pa potem kakšna je realnost, ko se pride na zbor? Je bilo vse tako, kot ste pričakovali, morda še bolje? Kako so bili treningi? Ja, lahko bi rekel, da je bilo še bolje, kot sem pričakoval. Res so me lepo sprejeli, moram se zahvaliti. Mi je takoj bilo lažje, ko sem prišel, vsi so bili pač dobri do mene, tako da je bilo vse lažje, tudi na treningih se vidi razlika, je res tempo. Tako da ja, malo sem rabil po mojem trening 2, da sem se navadil, pa je bilo okej. Kak nivo nogometa je v primerjavi s klubskim nogometom? Kako hitro se je treba na vse skupaj prilagoditi, treningov ni veliko? Pa ja, res je, ni časa, tam moraš biti pripravljen, imaš tekmo čez 3 dni, pa potem še eno, tako da je veliko taktike, tako da moraš hitro razumevati stvari, pa tudi hitrejši nogomet je pač več je presinga in tega, tako da se moraš kar hitro navaditi. Matjaž Kek, eminenca slovenske stroke, kako je sodelovati z njim? Pa res je super, lepo me tudi on sprejel, hvala mu za priložnost, tako da je en zelo dober selektor, tako da smo lahko veseli, da ga imamo. Zdaj pa reprezentančni gol, to je samo še nekako dvignilo zanimanje za vse skupaj. Koliko je bilo naših medijskih klicev v zadnjem tednu, tudi že morda od samega vpoklica naprej, koliko se dogaja okrog Žana Vipotnika? Pa ja, je res dosti. Nisem pričakoval pred sezono tega, ampak ja, hvala Bogu, da je boljše, da je, kot pa da ni. Po tekmi je res bil kar naval, tako da je fajn po eni strani, da je to, ker to je sestavni del nogometa, moraš se navaditi, tako da bom rekel, da mi je v veselje s tem delati. Kako pa se vam zdi, da se znajdete v tej vlogi? Je potrebno še veliko dela na tem, se hitro napreduje, kako je stati pred kamero, povedati nekaj pametnega? Ja, pa mislim, da se izboljšujem iz intervjuja v intervju, tako da je vsakič lažje. Na začetku je res težko, ko priješ prvič, pa ne veš sploh, kam boš gledal, kaj boš povedal, pa si malo naprej planiraš, ampak ja, na koncu zdaj mislim, da mi gre že kar dobro. Če se zdaj zazreva, mislim, da je ravno ena obletnica padla, kar se tiče gola v drugi ligi, pa potem hitrega vzpona nazaj. Lani ob koncu sezone smo vas spremljali na Sportklubu v dodatnih kvalifikacijah v dresu Triglava na prvi in na drugi tekmi, zdaj prvi strelec lige. Kaj se je v bistvu zgodilo najprej v glavi, kaj se je zgodilo na treningih, kakšen preskok je bil to poleti, pa kako se zdaj gleda nazaj na tisto sezono v drugi ligi, pa tudi na sezono pri Gorici? Pa ja, sedaj gledam na to, na neko dobrodošlo izkušnjo, ne. Zato, ker ko sem igral v Gorici, sem že povedal, da sem živel sam in je čisto drugače, ne. Tam sem se malo stabiliziral, pač videl, kako je živeti sam. Medtem ko pa v Kranju, pa sem ja, užival spet v nogometu. Bili smo na vrhu, lovili smo prvo ligo, na koncu nam žal ni uspelo. Tako da ja, eni res dve zelo dobri izkušnji iz življenjskega pomena. V Kranju sem tudi pridobil pač to samozavest, ki mi je pol pomagala v Mariboru. Res, da na začetku mi ni šlo tako, ko bi moglo, ampak mislim, da sem tudi se načakal, pa bil potrpežljiv za to priložnost in na koncu me to nagradilo. V Kranju tudi igra na krilnem položaju, pa tudi tam ste se dobro znašli. Bi lahko tudi v prvi ligi igrali na tem položaju? Pa ne vem, raje igram v napadu, tako da mi je to primarna pozicija, ampak ja, v drugi ligi sem se dobro znašel, dal sem tudi dosti golov, tako da, ampak bi izbral špica. Potem pa povratek v Maribor, takrat je bil še Radovan Karanović, priprave so nekako kar stekle.
Na to pa serija zapravljenih priložnosti pred golom, spomnimo se tudi tiste priložnosti na derbiju. Kdaj je prišel nek tisti klik, ko je pa potem Žan Vipotnik postal samozavesten, kateri je bil trenutek? Mislim, da sem v enem intervjuju prebral, da je bil to gol v Gorici, da je tisti spremenil nekako smer. Ja, res je, mislim, da je tisti gol, potreboval sem ga, bi lahko rekel, ne, za neko dodatno motivacijo, tudi za nek dokaz, da lahko, ne, ker na začetku res lahko rečem, da mi ni šlo nič v gol, ampak zato krivim sam sebe, zato ker sem bil preveč želen gola in v tistih situacijah nisem bil dovolj miren. Sedaj pa, ja, od Gorice, tako ste rekli, takrat je bil res tisti klik in od takrat dalje mislim, da gre vse navzgor. Ko prije samozavest in zaupanje trenerja, je potem vse lažje. Roko Baturina je bil konkurenca v napadu na začetku sezone. Damir Krznar, njegov rojak, dobro ga pozna seveda tudi z Dinama, ampak vseeno je bil za dvig samozavesti nekako razlog tudi Damir Krznar, ki je zaupal mlademu Žanu Vipotniku. Pa ja, takrat po tisti seriji, ko smo izgubili 3 tekme, je bilo tako, ja, da mi je trener namenil priložnost. In ja, neko začutil sem zaupanje trenerja, pa sem še na naslednji tekmi zadev, pa je takoj bilo še lažje, ne. Koliko je lažje v Mariboru, odkar je Josip Iličić z vami na treningih, koliko je to drugače, kot je bilo na primer pred njegovim prihodom? Vemo, da je on neka druga dimenzija vseeno. Pa ja, res je en izvrstni igralec, res smo lahko veseli, da ga imamo ob sebi. Ima res ogromno izkušenj, res je top igralec. Tako da, ja, lahko smo veseli. Skozi nam pomaga, ne samo na terenu, izven terena, tako da je neka dodana vrednost ekipe. V nogometnem žargonu se za takšnega igralca, ko pride na primer nazaj v svoje okolje, reče, da ga velikokrat svoji igralci ne razumejo. Ste vi zdaj že na tistem nivoju, da veste, kaj bo Josip Iličić naredil, čeprav ima okrog sebe 3-4 igralce, da stečete v pravi prostor? Pa ja, na začetku je res bilo težko ga razumeti, ker pač kot da z drugega planeta vidi to, kaj pač mi ne vidimo, ampak sedaj smo že dolgo skupaj, tako da zdaj vemo, kaj mora kdo delati in sedaj mislim, da se to tudi vidi. Še ena naveza, ki jo moramo omeniti, je pa sodelovanje z Markom Tolićem. Tudi on je eden izmed takšnih igralcev, ki ima potezo več. Tudi on veliko prinese napadalcu v sami špici. Pa ja, Tolić res tudi, moram njega pohvaliti, res je en top fant, top igralec, tako da ja, res smo se dobro ujela od takrat, tako da ja, upam, da ima tako tudi sodelovala naprej. Mislim pa, da ja, vsakemu napadalcu treba nekdo, ko mu lahko po domače rečeno podvali žogo, ne, in hvala Bogu smo se res dobro ujela. Iz mlajših selekcij prihajajo primerjave z Benjaminom Šeškom, imate tisto oba zares izjemno sezono v, mislim, da ligi U15. Ja. Koliko si želite, da bi se potem vaša zgodba nekako razvila tudi v tujini, v to smer? Na kak način razmišljate o selitvi v tujino? Kam vas vleče, kam bi najraje šli? Pa tako sem že rekel, meni je vseeno ravno, kam grem, tam, ko bom se najboljše počutil, tam, ko bojo me hoteli, tam, ko bojo dobri pogoji. Tako da ja, sem profesionalec, kam bo me pot nesla, me bo, nisem osredotočen samo na eno destinacijo, tako da lepo bomo se usedli, ko bo čas, pa bomo dorekli kam, kdaj, zakaj. Veliko se je govorilo o ameriški ligi, veliko se je tudi na ulici v Mariboru govorilo, da pa vseeno ne bi vi odšli tja. Lahko za nas ekskluzivno razkrijete, če se je res kaj dogajalo z New Yorkom? Pa bili so neki pogovori, jaz res ne vem dosti o tem, zato imam agenta, pa tudi klub, jim popolnoma zaupam, tako da res ne vem točno, kaj se je dogajalo, vem, da so bile govorice, ampak ja, tako sem rekel, točno pa ne vem. Ampak samo okolje pa vseeno, verjetno bi raje ostali v Evropi? Pa ja, primarna želja je, ampak tako sem že rekel, nisem osredotočen samo na eno destinacijo, ampak sem odprt za vse poti. Omenja se tudi Dinamo, to je klub, ki je stalnica v Ligi prvakov, najverjetneje Liga prvakov, tisto tekmovanje, v kateri si želite zabiti največ golov ob reprezentanci. Pa ja, omenja se, super, da se omenja, ampak tudi glede tega smo se z agentom dogovorili, da to rešuje on, jaz pa oddelam na terenu, tako da on ima svoje delo, jaz svoje in
upam, da bomo tako nadaljevali kot do zdaj, pa bomo videli, kam bo to pripeljalo. Spremljate sploh, kaj se dogaja, kaj pišejo mediji, ali vam je že agent odsvetoval, tudi športni direktor Marko Šuler ima veliko izkušenj s tem. Spremljate medije ali raje ne? Pa iskreno bolj malo, tu pa tam nekaj preberem, ampak ne vse, tako da nekaj vem, nekaj ne vem, ampak glih verjajo tako, ne, da me ne zmede, bi lahko rekel. Kako pa Marko Šuler, on je sicer dejal, da so to verjetno za vas zadnje tekme v prvi ligi. Telemach sta vseeno imela že kakšne pogovore tudi o morebitnem ostanku, kar se tiče poletja in evropskih kvalifikacij? Ne, nismo še tako daleč, tako da bomo videli, kaj bo prineslo, gremo tekmo po tekmo, tako da bomo videli. Preostanek sezone imate možnost, da če se takoj od Maribora poslovite, da se poslovite z pokalno lovoriko. Državno prvenstvo zdaj, ne glede na to, da je vaš kapetan ves čas poudarjal v vseh izjavah, da Maribor vedno lovi naslov, se zdi, da je zdaj Olimpija res predaleč. Pokal pa je neka priložnost, da se od svojega kluba poslovite z lovoriko. Koliko bo to dodaten motiv? Pa ja, res je, mislim, da je zdaj pokal primarna točka. Res ni lahke tekme v pokalu, bi lahko rekli, je ena tekma, to je specifično, ne, tako da moramo iti vsako tekmo 150%, zato ker 3 tekme so še do konca, če se uvrstimo v finale, tako da moramo iti res, ja, tekmo po tekmo, pa brez podcenjevanja. V prvenstvu pa isto, tekmo po tekmo, jutri nas čaka že Gorica, tako da moramo biti pravi in domov prinesti 3 točke. Poškodba, ki je nekako vseeno malo povzročila sive lase vsem navijačem, je pozabljena, je pozdravljena? Ja, super je. Glih zdaj sem šel prav terapije, tako da je ok. Tudi ne bo nič, kot rečejo tule na Štajerskem, šparanja na zadnjih tekmah v sezoni v izogib kakšni poškodbi? Ne, sem profesionalec, tako da vsaka tekma na 100-120% in do konca in bomo videli, kaj bo prineslo. Koliko golov na koncu bi vas zadovoljilo v boju za naslov kralja strelcev? Pa ne rad govorim naprej. Ne vem, cilj je vsako tekmo zadeti, to mislim, da je cilj vsakega napadalca. Bomo pa videli, kaj bo. Važno je, da ekipa zmaguje. To je primaren cilj, če pa prije še to, pa toliko boljše ne. Ampak ja, tako sem rekel, prva ekipa, potem jaz. Pa ne rad govorim o nekih pač točno golih, ki bi jih rad dosegel, ampak bomo videli, kaj bo prineslo. Za konec pa se še enkrat dotakniva reprezentance. Junija potem nov premor. Kaj vam je dejal Matjaž Kek, ko ste se poslavljali? Vas bo budno spremljal? Je junijska nekako vstopnica, če ostane forma takšna, kot je že v žepu za reprezentančni zbor? Ne vem, to je težko govoriti. Mislim, da tudi selektor gleda formo, tako da bomo videli, v kakšni formi bom in pač upam, da bom prejel poklic. Naredil bom vse za to. Benjamin Šeško je dejal, da je ta reprezentanca zmožna velikih stvari. Ste tudi vi začutili to, da je to zdaj tisti trenutek, ko se bo spisala neka nova pravljica v teh kvalifikacijah? Pa ja, res je, neka kemija je, dobro smo štartali, tako da, ampak mislim, da moramo iti tudi tekmo po tekmo, nič prehitevati s preveliko evforijo. Tako da ja, dobro smo začeli in upam, da bomo s tem nadaljevali in na koncu cilj je Euro 2024. Žan, najlepša hvala za vaš čas, srečno v Mariboru do konca sezone, pa seveda tudi srečno potem v lovu na dober prestop in v slovenski reprezentanci. Hvala.